Svetniki pa so imeli na dnevnem redu tudi predlog proračuna za prihodnje leto. Precej kritična do njega je bila Anica Nose. Iste investicije, iste razložitve, iste vse. Več je manj, nekaj je, nekaj je bo, pa je, pa ni. Na tej osnovi sem zaključila, da pač mislim, da sem predlagala, če ga odrejali naprej, ne morem glasovati za. Je pa ta proračun na tej seji v obravnavi tudi strokovno, da bomo lahko nemoteno izvajali nekatere razpise, ki pa so, ki sem jih na samem proračunu. Andrej Petkovič se je v razpravi dotaknil ena najpomembnejših naložb, gradnje vrtca. Zanimalo ga je, ali je pridobitev gradbenega dovoljenja realna, ali je to nekaj, kar je v zraku, ker pač nimamo lastništva nad zemljišči. Lahko rado reči, da v 2 mesecih lahko pričakujemo gradbeno dovoljenje, ker vse, kar je bilo dopolnitev, je bilo že dopolnjenega, tako da mislim, da ni nobene zadeve več, ki bi lahko to izdajo gradbenega dovoljenja pobirala. Svetniki so predlog proračuna po razpravi poslali v 15-dnevno javno obravnavo. Dokument predvideva dobrih 6,6 milijona prihodkov in nekaj nad 9,2 milijona odhodkov, od tega za naložbe 6 milijonov oziroma 67%. V predlogu proračuna načrtujejo zadolževanje za pol-tretji milijon. Med osrednjimi naložbami prihodnje leto so ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori, gradnja mostu Loke in pločnika v Zalogu, sanacija skal na Straškem hribu, nov vrtec ter obnova cest v Avti vasi in Straži.